Katarina Mala se je oglasila na moj klic. Zdravo. Zdravo, živjo. Si kavico že spila? Kavico sem pa že spila, ja. Viš, kje se nahajam? V Južni Franciji trenutno. Zanimivo. Potem si verjetno pojedla in spila še kaj drugega. Ja, kakšen rozejček, ja, tako. Drugače pa, kot praviš, je verjetno za kavico ali pa rozejček vedno pravi čas. Vedno je pravi čas, za karkoli se odločiš. Vedno pravi čas je naslov tvoje nove? Ja, to je naslov nove skladbe, ki smo jo ustvarila skupaj z Guštijem, oziroma Guštijev napisal za mene. In ja, kot vidiš, ni prav naslov, ki pritiče Katarini Mali. Res ne, ker ti Katarina Mala opažam, nima nikoli časa. Ne, to ni res, če da ga imam. Mam. No, res, zame si ga redno vzamem nazaj. Res, z veseljem. Misliš, da si je treba vzeti čas ali si ga jemljemo premalo? Ja, treba si vzeti čas za tiste stvari, ki se nam zdijo pomembne. Bi pa predlagala, da vedno manj časa tratimo za neumnosti pa spremljanje življenja drugih ljudi po telefonih. Tako si jaz nekako predstavljam tole. In kaj želiš sporočiti s pesmijo? Pesme želim sporočiti, oziroma oba z Guštijem želiva sporočiti, da je vedno pravi čas za kakršnekoli odločitve. V osnovi pesem govori o dveh simpatijah, ki si nikoli nista dali časa, zato pač pravimo, da je vedno pravi čas, da se lahko kakšna stvar prevrne tudi v ljubezen. Tako da, ja, vedno pravi čas je pa zame en stavek, ki ga bom verjetno nekako živela do konca svojega življenja, ker jaz ves čas verjamem, da je vedno pravi čas, da karkoli se človek odloči. Se pravi, če se danes pa si star 70 odločiš, da se boš šel potapljati, ali pa da se boš mogoče, da boš poklical svojo staro ljubezen, ali pa da boš naredil neko noro zadevo. Mislim, da je pač to vedno pravi čas. Berem pa, da si s tem imela kar nekaj dela. Ja, imela sem veliko dela, ampak ta snemanja so zdaj postala že malo bolj unesena. Jaz sem drugače včasih imela neprestane noči pred snemanjem videospotov, ker se tako odgovorno počutim, da mora vse potekati popolno. In tokrat se mi zdi, da je bilo pa nekako, da smo bili kar predvsej umerjeni, no, pa zelo usklajeni. Ampak ja, veliko dela, seveda, vsak videospot je veliko dela. Se pa misliš, da je to, ker sem kuhala za celo ekipo? Tudi to sem mislil, zato sem mislil dejati, da sem naslednjič pridružil tvoje ekipe. Lahko. Vedno lahko nahranimo še kakšna usta. Kajti, kot sem prebral, si vse skuhala sama, da nisi naročila hrane. Ne, nisem. Ponavadi na teh snemanjih vedno naročamo neke dostave, hrane, pa celo bolj kot ne samo pic. Tokrat sem se pa odločila, ker smo imeli tako možnost in kuhno blizu, da pač bom se pripravila sama, zato da ne bomo nič imeli nobenih ostankov, pa predvsem embalaža me strašno matra, zelo se trudim biti ekološko naravnana, ampak seveda ne morem narediti vsega, ampak lahko pa vse malo pa pomalo. Verjetno pa si potem na koncu zapela, da si vse spucala. Ja, na koncu to je prišlo v bistvu ideja malo bolj spontano, glede na to, kakšen kaos smo naredili, koliko je bilo enih konfetov in vse zelo razmetano. Ja, takrat je potem Ben Jemeršič prišel na idejo, da bi pač se spomnili na gospodinsko himno. Znucena, tako da jo imamo tudi v videospotu, ja. Bova pa sedaj pesem poslala tudi našim poslušalcem, zato Katarina Mala je vedno pravi čas? Ja, to pa je vedno pravi čas in hvala Radio Prlek, da tako lepo podpira moje glasbeno ustvarjanje. Živijo, sem Katarina Mala in poslušam Radio Aktivno. Čau, čau. Zvita v objemu, zdaj jo ulovim. Zlijem se ujutro, razpršim. Pustim, da sanjaš, bodi to, kar si. Vdihnem te vase, za spomin.
da te muči, a nihče ni kriv.